Tilen Ribnikar je sodelavec Društva distrofikov Slovenije in hokejist na električnem vozičku, ki se je rodil z diagnozo artrogripoze oziroma zatrdelostjo sklepov, redko boleznijo, ki omejuje gibljivost okončin. V Društvu distrofikov Slovenije se že leta zavzema za pravice in enakopravnost invalidov, v hokeju na električnih vozičkih pa je tudi član slovenske reprezentance. Danes ga z veseljem pozdravljam v studiu. Tilen, lepo pozdravljen. Lepo pozdravljeni. Pa me za začetek zanima, kako trenutno izgledajo vaši dnevi, kaj zapolnjuje vaš čas? Ja, v bistvu nič posebenega. No. Nisem ravno zimski človek, sem bolj poleten človek. Tako da poleg službe seveda, ki jo imam vsak dan, delam tako, kar vsi običajni ljudje. No. Grem na kakšno kavo, pogledam kakšen film pa tako naprej. Poleg seveda treningov, ki jih imam tudi vsako tedensko, 2-krat na teden. Ne. Rodili ste se torej z diagnozo artrogripoze, torej zatrdelostjo sklepov, za katero so značilne togost in deformacije sklepov ter zmanjšana mišična masa. Zato ste že od majhnega uporabnik vozička. Kako se spominjate svojega otroštva in mladostništva, ki ju je zaznamovala ta diagnoza? Ja, tako je, artrogripoza je prisotna že ob samem rojstvu, tako da sem uporabnik invalidskega vozička že od samega rojstva. Zdaj, v mojih časih še, ko sem bil jaz mlajši, je bilo velikokrat, da so otroke oziroma da smo hodili v neke institucije in tudi jaz pač, ker niso bili prilagojeni vrtci, sem pač bil deležen, da sem bil do 6. leta v Stari Gori, potem pa kasneje v Celju s Kamnikom. V vrtcu smo bili itak, so bili v bistvu vsi invalidi tudi, ne. Tako da imeli smo precej vzgojiteljev, precej so nas že učili veliko, bil sem kar pripravljen že potem na osnovno šolo, no. Drugače pa nič kaj posebenega, pa nič kaj drugače kakor v kakšnem drugem vrtcu, no. Potem v srednji šoli, obiskovali ste srednjo šolo Rudolfa Maistra v Kamniku, kjer ste tudi živeli v dijaškem domu. Je bila to za vas neka pomembna prelomnica? Kako je bila ta tranzicija? Ja, seveda, jaz sem že v bistvu 6 leti, ko sem bil v osnovni šoli Celju s Kamnika, živel v internatu že od 6. leta naprej v osnovni šoli. Tako da mogoče iz stališča nekega, da nisem bil doma oziroma da sem bil doma, mi ni predstavljalo nobene razlike. Je bilo pa bistvenega pomena to, da sem šel v običajno normalno šolo. To pa je bilo precej drugače. Jaz sem hodil na srednjo šolo ekonomskega tehnika in sem v bistvu imel tudi možnost, da bi hodil v Celju s Kamniku naprej v srednjo šolo, ampak sem se zavestno odločil, da grem v običajno šolo, ker sem nekako mislil, da je to pomembno tudi iz stališča neke socializacije, nekih socialnih veščin, ki jih pridobiš, pa tudi sebe sem hotel malo sprobati, kako se znajdem v normalnem okolju, v narekovajih normalnem, no. Kako pa je bilo s šolo? So vam učitelji, tudi sošolci prišli nasproti? Kako je bilo s tem? Ja, seveda, sama šola oziroma sami učitelji ni bilo težav, ker so bili itak že navajeni, ker je več šolarjev iz Celja s Kamnika potem šlo na običajno srednjo šolo, tako da je bilo to že neka ustaljena praksa. Tam sem tudi dobil asistenta, ki ga je šola uredila, tako da iz tega stališča ni bilo težav, no. Tudi teste sem imel lahko ustno in tako naprej. Sošolci pa ja, no, saj pravim, je neka zanimiva izkušnja, nikoli v bistvu nisem bil vpet v tako okolje in se moraš kar znajti, moraš imeti mogoče na začetku malo bolj trdo kožo, ampak jaz sem itak s tem namenom šel tja in mislim, da mi je to dobro uspelo, no. Smo se tudi sošolci potem zelo dobro razumeli in tudi mogoče sem nekaterim spremenil mišljenje malo glede invalidnosti in tako naprej. Danes pa ste diplomant ljubljanske ekonomske fakultete. Kakšen pa je bil ta prehod iz srednje šole na fakulteto? Tudi živeli ste v študentskem domu. Tako, ja. Ta pa je bil, no, kar prehod. Jaz sem bil prej v Kamniku, ne, seveda, to je majhno mesto. Bil sem tudi v internatu, kjer ne glede na to, da smo bili precej, so nas pustili, da smo lahko bili okoli pa tako, ampak še zmeraj smo imeli vzgojitelje, smo imeli kakšna pravila, učne ure in tako naprej. Tudi Kamnik, samo mesto, samo po sebi ne ponuja ravno toliko kot Ljubljana, tako da sam ta prehod v Ljubljano mi je bilo pač tako, se mi je kar svet malo odprl v tisti trenutek, a ne. Ja, zelo lepo obdobje, spoznal sem ogromno enih novih ljudi, novih prijateljev, nekega mreženja, ki mi tudi zdaj prav pride. Tudi, ne vem, nekega samostojnega življenja, v bistvu si pač odgovoren sam zase, delaš, kar hočeš, v bistvu so mi iz Društva študentov invalidov takrat pomagali tako kot ostalim, a ne, z neko vrsto asistence. Seveda ni bilo v takem obsegu, kot je zdaj možno sedaj, ampak je nekaj bilo, je bilo sicer veliko več, si se mogel znajti.
Mogoče si mogel kdaj več kakšnega prositi, mogoče si se mogel kdaj več odnasloniti na kakšne prijatelje, ampak saj konec koncev, če zdaj za nazaj pogledam, tudi to ni bilo tako slabo, no. Zdaj pa že 4 leta, ste rekli, delate na Društvu distrofikov Slovenije. Katera pa so vaša področja delovanja in pri katerih projektih sodelujete? Tako, ja, jaz sem zdaj že 4 leta na Društvu distrofikov, delam v finančni službi, to se pravi, se ukvarjam s financami, pomagam pa tudi pri ostalih posebnih socialnih programih. Zdaj najbolj konkretno pokrivam program športno, tudi zraven. Pokrivamo večinoma 3 športe, to se pravi boča, to je balinanje dvoransko, šah in pa hokej na električnih vozičkih. O tem bova še malce pozneje Kasneje, spregovorila. Kaj pa sicer opažate pri sebi in pri svojih sovrstnikih z invalidnostjo? Kako aktivni ste? Se vam zdi, da je na voljo dovolj različnih možnosti in podpore, da lahko počnete pač, kar si želite? Ja, seveda, saj to so razna društva, ki omogočajo, klubi, ki omogočajo velike aktivnosti, ki si jih lahko udeležujejo vsi invalidi. Prav tako je zdaj z sprejetjem zakona o osebni asistenci veliko lažje, a ne, ker včasih je bil problem transport ali pa ne vem, takšne stvari, da se ne vem, nekdo ni pravočasno uredil, da bi lahko bil aktiven. Zdaj, odkar je zakon o osebni asistenci, teh ovir več ni. Mislim, da je možnosti dovolj, bi jih lahko bilo več, ampak mislim, da je dovolj. In bi rekel, no, da je mogoče tudi, ko ste me glih vprašali, no, kako gledam pri vrstnikih oziroma pri ostalih, a ne, mogoče je zdaj tudi malo žogica na samih invalidih kakšnih, a ne, da tudi oni zdaj, ker imajo toliko možnosti, da se bolj aktivno vključijo v dejavnosti, da bolj iščejo, ne vem, tudi ali zaposlitvene možnosti in tako naprej. Vi ste tudi uporabnik 24-urne osebne asistence. To področje se sicer sooča s pomanjkanjem ustrezno usposobljenih kadrov in je precej slabo plačano, kljub temu pa je delo zelo zahtevno. Ste vi imeli kdaj kakšne težave z iskanjem osebnega asistenta? Jaz moram reči, da imam kar veliko srečo, no, ker imam 2 redna asistenta, ki smo se poznali že iz časov študentskih let in sta takrat pri tistem delodajalcu, ki jih je zaposloval, delala asistenco za več invalidov, ki nas je bilo v študentskem domu. In takrat smo se zelo dobro razumeli in sta takrat se pa prezaposlila k meni kot osebna asistenta in v bistvu sodelujemo še do zdaj, a ne. Tako da smo zelo navajeni na enega drugega. Se dobro razumemo, vse se zmenimo sproti in nimamo težav. Kar sem pa ostalih iskal, pa ja, saj je kdaj težko, no. Različni smo si ljudje, konec koncev gledaš se 8 ur ali pa več na dan in seveda pride kdaj tudi do kakšnih trenja, mogoče kdaj tudi kakšen komu ne paše karakterno in pride, no, ampak ja, saj treba malo poiskati, no, treba tudi, ne vem, dati možnost večjim ljudem, pa se potem vidi, a ne. Kaj pa naredi dobrega osebnega asistenta? Ja, mislim, da je ključnega pomena odnos med asistentom pa uporabnikom sigurno neko medsebojno spoštovanje. To mora biti predpogoj, da lahko to delaš, a ne. Tudi precejšnja fleksibilnost, mislim, da je tudi ta meja mora biti dobro dorečena oziroma dobro mora se razumeti, do katere točke se lahko dobro zastopiš in si nekako v prijateljskem odnosu in obenem tudi razumeš, da je vseeno to neka služba, da je to neka odgovornost in tudi uporabnik, da zastopi, da je konec koncev to vseeno asistent, ki je za to plačan in ki to dela in da je ta meja dobro dorečena oziroma zarisana in mislim, da potem ni težav, no. Kaj pa bi bilo po vašem treba storiti, da bi se za delo osebnega asistenta odločalo več ljudi, ker velikokrat slišimo, da je pač pomanjkanje osebnih asistentov? Ja, sigurno je prvi problem plačilo, ne, ki je res izredno nizko glede na zahtevnost dela. Drugo pa ne vem, mogoče je še zmeraj malo, ne vem, predsodkov med ljudmi, kaj pomeni biti asistent, a ne. Mogoče, ne vem, imajo neko slabo izkušnjo z neko invalidno osebjo v preteklosti in že ne iščejo niti take vrste službe, a ne. Sam mislim osebno, da lahko dela asistenco vsaj pri mogoče malo lažjih uporabnikih, ki ni nekih toliko medicinskih inspiratornih zadev. Konec koncev lahko to dela skoraj vsak, a ne, in se zadeve lahko preureči. Tako da mogoče bolj vidim problem kot prvo pri plači, drugo pa sigurno mogoče še zaradi kakšnega predsodka kdaj. Zdaj pa, če se malce vrneva nazaj na šport. Ste tudi hokejist na električnem vozičku.
Kako se je začela ta vaša športna pot? Ja, jaz hokej na električnih vozičkih treniram že okoli 15-17 let. Začel sem, tako kot že v osnovni šoli, v Celju Skabniku je v tistem obdobju precej športnikov, parašportnikov tudi, ki so sedaj zelo uspešni, nekako izvalil, če se tako izrazim. Tam je bila seveda vedno telovadnica, športni pedagogi so bili na voljo in tam se je vedno trenirali razni športi. En izmed teh športov je bil tudi hokej na električnih vozičkih, ne. Na začetku kot nek malo mlajši udeleženec sem se malo nekako, če se lahko tako izrazim, štulil zraven, ne, ker so veliki fantje igrali. Pol pa sem se naučil in navadil in pol nekako sem bil vedno zraven. Pol kasneje sem pa potem izvedel za ekipo v Ljubljani, to je klub The Troublemakersi, ki so delovali pod okriljem Društva distrofikov Slovenije že tudi več kot 20 let. In tam je bil pa raven že malo bolj profesionalen, tudi trener je bil in tako naprej, tako da tam se je pa začelo. Ja, zdaj v Sloveniji, v Ljubljani treniramo enkrat na teden. Jaz se pa pol še vozim enkrat na teden na treninge v Italijo, kjer pa igram še za en italijanski klub iz Udin. Zakaj pa hokej in ne kak drug šport? Sem razmišljal, v mlajših letih sem tudi veliko plaval, tudi zdaj pač rekreativno še malo hodim plavat, ampak še zmeraj se mi zdi, za hokej sem se odločil, ker je še vseeno tak malo bolj atraktiven šport. So zelo hitre hitrosti, kdaj se kaj zaletiš, zelo gre hitro in mogoče zaradi tega, tudi, ne vem, sprošča me nekako in, ne vem, skozi leta mi je postala strast ta hokej, Je pa tudi en drug preprost razlog, saj kaj veliko športov tudi zaradi invalidnosti nisem mogel igrati, tako da sem se pol odločil za tega. Kako pa je ta hokej, ki ga igraš, prilagojen? Obstajajo mogoče kakšna pravila glede tega, da so v ekipah igralci podobnih invalidnosti, da je igra fair? Ja, hokej, drugače pravila hokeja bazirajo na pravilih florbola, to je dvoranski hokej. Imamo isto opremo, podobna pravila z malo izjemam. Drugače pa kot ste omenili, to je v bistvu hokej na električnih vozičkih je bil v samem pomenu na začetku, ko se je razvijal, bil namenjen distrofikom, to se pravi invalidom z najtežjo invalidnostjo. Zdaj skozi leta se je to malo razvilo v drugačno smer, da je malo bolj atraktivno igrajo tudi druge vrste invalidnosti. Ampak pravila so bazirana na točkovanju invalidnosti. To se pravi, ti greš na zdravniški pregled, kjer te strokovnjak oceni in ti da točke od 1 do 5. In potem v bistvu 12 točk na igrišču od 5 igralcev lahko igra skupaj, To se pravi, mora pol nekako trener tako uskladiti, da je pač vedno en par močnejših, ki so fizično močnejši, ampak ne morejo igrati brez šibkejših, kako bi temu rekel. Tudi sam ste podcaster, s kolegico v okviru različnih projektov odpirata raznolike teme na humoren in sproščen način. Pa sta tudi ambasadorja pri različnih projektih. Zakaj sta se tega ambasadorskega dela lotila v obliki podcastov? A je bila to vajina odločitev, a je bilo to neka usmeritev? Ne, midva sva v bistvu podcaste čisto spontano začela snemati. Živela sva v isti ulici in sva se precej družila. Bil je čas korone in nismo imeli točno kaj početi. Dostikrat smo na balkonu pili kakšno kavo ali pa kakšen deci vina in sva se pogovarjala čisto pač stvareh, ki se nam so v življenju dogajale, in sva nekako prišla do ideje, da bi probala nekaj posneti. Pa sva čisto spontano probala enega malo iz heca posneti, tudi eno tako tematiko sva imela, ker sva menila, da bo ljudi zanimala, ki je bilo mogoče malo bolj tabu tema še takrat oziroma še je. In potem sva to posnela, odziv je bil precej dober in potem sva nadaljevala. O čem sta se pa pogovarjala? Pogovarjala sva se takrat o dejtanju, spolnosti in tako naprej. Zanimiva tema, se bova o tem tudi midva malce pogovorila potem. O katerih temah se pa sicer najraje pogovarjata, tudi bolj o teh tabu temah ali tudi o kakih bolj splošnih? Ja, poskušala sva bolj te splošne teme, nekako sva pa hotela imeti rdečo nit, povezanost tudi z invalidnostjo, kje se mogoče srečujemo s kakšnimi težavami, oziroma hotela sva nekako opozarjati na neke
na neke problematike, ampak ne na način tak, da bi rekla, ne vem, to ni v redu, to treba popraviti, ampak skozi neke uspešne zgodbe ali pa skozi nek humor, no. So bolj hotela opozarjati na to, ker so bila oba mnenja, no, da je to bolj prav način, kakor če greš direkt označiti nekoga, to ni v redu, a ne. Prav tako so pa opažala tudi pri svojih vrstnikih oziroma mlajših invalidih, a ne, ker so oba precej vrtiva v teh krogih, da mogoče nekateri oziroma da mogoče bi bilo smiselno malo osveščati o tem, da se da normalno živeti, da se da tudi take tabu teme, kakor sva midva imela, da je to čisto nekaj normalnega, da je dostikrat ni problem v človeku, ki je nasproti tebe, ampak da je treba prvo narediti precej veliko na sebi, a ne, da lahko pač do teh stvari prihaja sploh, ne. Pa sta se na te podcaste oziroma se na te podcaste pripravljata ali gresta spontano s flovom? Mava neke oporne točke, ampak precej ponavadi zaplavava v druge teme pol. Tudi, ne vem, nekako se nisva nikoli hotela pripravljati, zato pa tudi kakšen ni mogoče toliko uspešen, ker kdaj se pa treba vseeno malo pripraviti, se mi zdi, no, ampak so imela tudi take tematike, ki se mi zdi, da so precej filozofsko naravnane oziroma se da spontano govoriti, no. Precej so pa izhajala tudi iz lastnih izkušenj, iz lastnih dogodkov, ki sva jih imela, tako da niso se prav veliko pripravljala, no. Je pa včasih prijetno poslušati pač nekoga ali pa recimo nek podcast, kjer se dva sproščeno pogovarjata, se ti mogoče zdi, da si potem del nekega pogovora, tudi ti kot poslušalec. Ja, sigurno, no, saj tudi mislim, te podcasti so na začetku bili tako zasnovani, a ne, saj tudi te podcasti, ki se zdaj snemajo, so velikokrat tako narejeni, a ne, da grejo čisto v flow, a ne. Zakaj pa sta se odločila za ta format prav podcasta, zakaj ne kaj drugega, ali je to bilo tudi spontano? Ne vem, takrat v tistem letu so ravno te podcasti niso bili še mogoče toliko moderni, kot zdaj pač jih je zelo veliko, ne, takrat jih mogoče še ni bilo tako in sva rekla, dajva probati to, nekako sva videla v tem neko priložnost oziroma neko poslanstvo. Prvo sva razmišljala, če bi imela sploh sliko ali bi imela samo avdio, ampak sva se pol tako odločila, ker sem imela tudi možnost opreme in tako naprej, sva se odločila pol tako. Pa itak kasneje, no, so nas pa tudi povabili k raznoraznim projekti in to se nam je zdelo tudi pač pol neko potrdilo, da delava prav, no. Kdo pa vaju je snemal? Sta imela pol kot neko mini ekipo ali sta to sama? Ja, v bistvu sva imela možnost kamer, no, ker je imela ta moja prijateljica vse, ker tudi iz teh smeri prihaja oziroma tudi dela take stvari. Sva pa pol malo fehtala, no, prijatelje, da je kakšno snemal pa tako naprej. Pol kasneje sva tudi nekako naredila ta jingle pa prav več teh kamer sva imela pa tako naprej. Kako sta pa naredila jingle? Ja, tudi en prijatelj je naredil, no. Aha, tudi. Ja. Nek tak bolj do it yourself Ja, projekt. ja, v bistvu, ja. Super. No, Je bilo pa to cel dogodek, ne, vsi, ki so sodelovali, to smo se dobili, pa pol pač malo smo se podružili, kaj pojedli, pa smo to posneli, pa tako, bolj v sproščenem vzdušju je bilo to vse skupaj narejeno. Nek skupni projekt, Ja. prijateljski. Ja. Super. No, zdaj tabu tema, ki se je v povezavi z invalidnostjo pogosto izogibamo, pa je spolnost invalidov, kot si že prej mogoče malce začel, da sta to že v bistvu odpirala s to prijateljico. Družba invalide vidi kot neseksualna bitja, vendar večina ljudi z invalidnostjo ne izgubi nesposobnosti in ne želje po spolnosti. Zdaj, kakšne so vaše izkušnje in kaj opažate pri svojih kolegih in kolegicah? Ja, jaz sam s tem nisem imel nikoli preveč težav, no. Sem nekako si našel neke partnerje, ali spolne partnerje, če lahko temu tako rečemo potem. Je pa sigurno pomembno, no, da si tudi sam pri sebi nekako prideš do točke, da si dovolj samozavesten in mislim, da je to precej povezano tudi samopodobo in samozavestjo, ne, in da če ti neko energijo dajes normalno in če si ti sam pri sebi toliko samozavesten, do teh stvari lažje pride, kot če ne, a ne. Se mi zdi, da zunanja okolica, vsaj pri iskanju partnerjev, da v teh časih ni več tako obsojoča oziroma da ni več to tabu tema, no, in da tudi, ne vem, je pa sigurno malo drugačno, tudi s partnerjem morata to normalno skomunicirati in tako kot sem rekel, če tle je ena neka normalna, odprta komunikacija pa neko medsebojno spoštovanje, mislim, da ni težav, no. Kako pa gledate na možnost spolne asistence, ki jo že imajo v nekaterih državah, pri nas pa sicer še ni urejena? Gre pa za storitev, ki je namenjena invalidom, ki težko dostopajo do spolnosti ali intimnosti zaradi različnih oviranosti.
Ja, saj pravim, sam jaz, glede na že prej povedano, nisem glih podpornik, spolne asistence, no, prav iz vidika tega, no, ker se mi zdi, da bi mogoče pred tem bilo potrebno narediti še kaj drugega, no, in sicer mogoče več osveščanja, tudi, ne vem, mlajši invalidi že v samih šolah, v osnovnih šolah, potem v srednjih šolah in seveda tudi vloga staršev, se mi zdi, da bi mogla prvo tle biti malo bolj močna, da se, ne vem, tudi pripravi na to, da nekako nima invalid pred tem straha in da nima nekega mišljenja, da se pač, da on tega ne more doživljati, no, ali kakorkoli, no. Seveda je pa, so pa invalidnosti, kot ste sama omenila, zaradi res težke oviranosti do tega ne morejo priti, a ne. In mogoče za te bi pa prišlo v poštev, no. Sam osebno trenutno tudi zaradi slovenske ureditve in tako naprej si glih ne predstavljam, kako bi to potekalo, no. Bolj mogoče v smislu nekih društev oziroma nekih organizacij zunanjih, ki bi, ne vem, nudile nekako pomoč pri nekem iskanju. Samo zdaj, kako spet to zapeljati, a ne, zdaj, a ne, konec koncev prostitucija ni legalna, a ne, zdaj, a se to enači kot to ali ne, ali to bi bilo pol zakonsko treba urediti, a ne, seveda, ampak ne vem, no. Ker tudi pojem spolni terapevt se mi zdi, ne vem, kje je meja med terapevtom pa spolnim delavcem, ali kako bi temu rekel, no. Se porajajo neka nova vprašanja glede te Ja, ker jaz sem regulacije malo pa bral, ne, ločnice. kako je na primer v tujini, a ne, v tujini, da je zakonsko to odobreno v zelo redkih državah, mislim, da v 2 v Evropi, a ne. Mislim, da Švica, Švica je, ja, pa Italija se mi zdi. ja, samo nezakonsko. To imajo bolj tako v smislu, kakor sem zdaj povedal, imajo neke nevladne organizacije, ki nekako je siva cona, no, ni zdaj nelegalno, noben se ne bo v to vtaknil, ampak, ni pa glih po rekelcih, no, tudi invalid sam plača sam te storitve potem, a ne, in tako naprej. Ja, ta spolna asistenca pa celo naj bi bila potem del osebne asistence, ponekod to so pač bili neki predlogi. Ampak ja, 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 samo jaz iskreno osebno si res ne predstavljam, kako bi to šlo, no. Jaz mislim, da če ni tak fizičen problem, a ne, da pač, lahko pač, če že prihaja do tega, a ne, lahko tudi, ne vem, se najde nekoga, ki se pač proti plačilu tega poslužuje, a ne. pa še sklepno vprašanje za na konec. Ali kot družba že kaj bolj razumemo invalidnost? Se vam zdi, da smo že kaj bolj vključujoči? Kaj opažate? Ja, meni se zdi, no, da je precej boljše, kot je bilo, no. Da jaz sam s tem res nimam v zadnjem času težav in tudi pri ljudeh okoli sebe opažam, da ne. Mogoče je ravno tudi ta osebna asistenca nekako, veliko več invalidov je bolj aktivnih, veliko več jih ven hodi, in tako naprej in mogoče bolj opozarjajo na normalnost življenja, da lahko normalno živijo, normalno funkcionirajo in se mi zdi, da to pol spreminja tudi celo sliko, ljudi nasploh, a ne. Je pa seveda, se da pa še marsikaj narediti. To pa sigurno, no. Ampak to je pač več vidikov, a ne. Tako da ja. Tilen Ribnikar, najlepša hvala za pogovor in vaš čas. Hvala vam.